Dober dan. Hvala, ker ste prišli na pogovor o knjigi Na klancu. O njej se bomo pogovarjali. Jaz sem Nina Kožar, pobudnica gibanja Knjigobežnice. To je Matic Slapšak, bloger. Njegov blog je Matic piše. Zasliševala bova pa Tino Vrščaj, avtorico knjige. Začela bi s prvim, pa mogoče najbolj očitnim vprašanjem. Tina, knjigi je naslov Na klancu. A je to neka revizija Cankarja oziroma neka nova interpretacija njegovega zelo znanega dela? Lahko se vsekakor tudi tako bere. Izvirno ni nastajalo kot navezava na Cankarja, ne? Ampak sem izhajala pač preprosto iz Klanca, kjer sem živela. Dejansko sem živela na strmini, sredi narave, in to me je tako zaznamovalo v bistvu po letih in letih te samote, da se je pravzaprav to začelo preobražati v en tak roman, ne. In ko je nastalo recimo prvo poglavje, se mi je pač porodil ta zelo izviren naslov Na klancu, ne, in šele potem mi je kapnilo pač, na koga se očitno tukaj navezujem, a ne. Tako, potem pa sem, ker mi je Cankar zelo blizu in tudi ta njegov Na klancu, ki je izšel 120 let pred mojim, je pač v meni pustil očitno sledi. Tako da so potem noter razni motivi in teme, ki seveda se jih lahko bere vsekakor v luči tudi, a ne, Cankarjeve oziroma novodobne interpretacije. Kot si že omenila, da si tudi sama živela na klancu, koliko pa je v sami knjigi biografskega oziroma avtobiografskega? Kot v vseh mojih knjigah je kar nekaj avtobiografskega, hkrati se pa to prepleta s fikcijo. Tako da, a ne, vseeno je toliko stvari izmišljenih, da pravzaprav ne bi mogla reči, da je to preprosto zdaj moja zgodba, ne. Ja, tako. Do neke mere je, se pravi, ta izkušnja te samote, izolacije, materinstva, to je moja izkušnja, ne. Ogromno majhnih in velikih prigod je pa izmišljenih, ne. Posebej zelo izmišljen je ta Gregor. A ne, to ni moj partner, takega res ne bi prenašala. Tako, Eva je pa majčkeno bolj potrpežljiva od mene. Za vse, ki knjige še niste prebrali, Gregor je v knjigi partner glavne junakinje, ki se praktično tako večinoma odsoten, kadar je pa prisoten, je pa pač tudi odsoten na mobilnem telefonu. To je tudi ena v bistvu glavnih tem. Jaz sem se recimo zelo poistovetila s to Evo, glavno junakinjo. Se mi zdi, da je to kar neka taka univerzalna materinska zgodba. Ti imaš dva majhna otroka. Kakšna je bila, zakaj si se odločila to izkušnjo? Mislim, kakšna je bila tvoja izkušnja tega materinstva, kako to, da si jo v bistvu se odločila o tem pisati, zapisati v knjigi? Ja, najprej je itak ta materinska izkušnja tako močna, ne, da je sama po sebi, se mi zdi, neki navdih, ne, in tudi, če pač si človek, ki piše, to prodre tudi v tvoje pisanje, ne, prej ko slej. In po drugi strani se mi zdi tudi zelo tehtno to izkušnjo dati v knjigo, ker je premalo točno teh materinskih pravzaprav izkušenj, ne, ali pa tudi očetovskih s temi majhnimi otroci v knjigah. Iz čisto preprostega praktičnega razloga, ne. Recimo Miha Mazzini mi je enkrat rekel, ne, glej, poglej in videla boš 5-letno luknjo v moji bibliografiji, ne, takrat sem vzgajal majhne otroke, tudi on ima 2 punci, ne. In res, ne, ti majhni otroci te tako absorbirajo in toliko zahtevajo, da v bistvu moraš imeti pravo srečo ali pa tudi zanesljivega partnerja, ne,
da lahko pač v tem obdobju pišeš tudi o tem obdobju. Se pravi, na avtentičen način. Po mojem mnenju si se tudi zelo uspešno spopadla z enim takim zelo klasičnim stereotipom, namreč, da je moški tisti, ki v hišo oziroma družino nosi denar, žena naj bi pa doma pač vzgajala otroke in skrbela za dom. Hkrati se mi pa tudi zdi, da si tukaj v bistvu razbila ta stereotip in da ta stereotip v današnji čas ne sodi več. Se strinjaš s tem? Sodi in ne sodi, ne? Se pravi, po eni strani opazujem to, kar se dogaja, ne? In opisujem resničnost, in po drugi strani seveda, ker sem idealistka, tudi prodira nekaj tega preseganja teh stereotipov, preseganja tega, kar je naša realnost, ne? Tako da pač še vedno velikokrat je tako, ni pa nujno, ne? Ker današnji čas je pa res, se mi zdi, čas svobode za ženske. Govorim o naši družbi, ne? Kjer resnično lahko izbiraš. Tako kot lahko recimo Eva na eni točki izbere, ali bo naredila splav ali pa imela otroka, ne? Veliko bralcev me je vprašalo, pa zakaj se ne odloči za splav, ne? Ampak to je njen trenutek svobode in njene etične odločitve. Ne odloči se, da bo otroka obdržala, ker bi jo, ne vem, neka religija v to silila, ali pa partner, ali pa ne vem, in ne odloči se, da bo naredila splav zaradi partnerja ali pa zaradi socialnega pomanjkanja, ampak dejansko je to njen trenutek svobodne odločitve, no. Ampak res mislimo, meni se zdi, da ženske, ne, da nekje tako nekako na papirju oziroma zdi se, kot da nam v resnici ni nič hudega, ampak recimo korona je pokazala, da je doma so večinoma ostajale ženske. In jaz recimo moja izkušnja tega časa je bila, da si ti tako pol v eni kapsuli z otroki in se počutiš zelo samega. Zdi se ti, da si izoliran od sveta, da te nihče ne vidi, ne sliši, popolnoma zgaran si, ne. Tako da se mi zdi, da je bil to nek čas, ki je pokazal, da mogoče pa vseeno nismo še prebili tiste magične meje, da bi bilo recimo, ne vem, mogoče tudi samoumevno, da bi pa, ne vem, malo več moških doma ostalo takrat. Ja, sigurno, a ne, čiste enakosti ni in jaz mislim, da je tudi ne bo. Jaz ne verjamem v to vrstno enakost, ker smo ženske pa moški tako različni že biološko, a ne, biološko in psihološko. In jaz v bistvu prisegam na te razlike in jih slavim, ne. Tako da seveda to pa ne pomeni, da od ženske pričakujem, da bo te tradicionalne vloge opravljala, moški pa služil denar, ne. Absolutno se oba lahko izogneta tem stereotipom, ne. Ampak še vedno je dostikrat pač tudi od ženske odvisno to, da ženska ostane doma, ne. Ni nujno vedno to krivda moškega, ker on ne bi, pa ker družba misli, da mora mama, ne. Vseeno je biti mama nekako drugače, ne. In ko rodiš, je to neka zaveza, ki sem jo tudi jaz sama tako resno jemala, recimo, da sem se dostikrat sama spravila v situacije, v katerih je Eva kot neka žrtev, ne. Ampak v to te žene neka notranja narava, neka dolžnost, ne. Izgleda pa, kot da ji to zdaj družba nalaga, ne. Mislim, da je to njena starodavna vloga in da je v tem ujeta. Lahko, da je ujeta, ampak se tudi sama peha v to. To se moram strinjati, ja. Ja, no, jaz pa mogoče tukaj drug vidik, ker sem bil pa jaz tisti oče, ki je ostal doma, recimo. Tako da se tudi mogoče s to platjo bolj lahko poistovetim, no. Meni je bilo osebno sicer zanimivo, ko sem knjigo bral in se, bom rekel, nisem mogel poistovetiti ne z enim, ne z drugim likom, se pravi, ne z Gregorjem, ne z Evo, kar se mi zdi, da pa vsaj večina, mislim, da nas je taki, da smo nekje na pol. Mislim pa, da je zelo pomembna stvar, ki jo moramo omeniti, ta Evina okoljevarstvena naravnanost, kako ona razmišlja
razmišlja o vsem tem. Čeprav se sprva zdi, da je tudi to življenje na klancu ne godi kaj preveč, pol ona vseeno tam začutnik ta stik z naravo in da to je v bistvu tisto, kar je v njej in kar si ona želi v življenju početi. Ja, dobro, da si to omenil, ker je res ta ekologija pravzaprav ta zelena nit romana in tema, ki sem jo vsekakor želela odpreti. Lahko bi rekli, da je pač že v vsakdanjih novicah, na televiziji, na spletu kup člankov in vsebin na to temo, dokumentarcev in tako naprej, ampak kljub temu se pa nekako ljudje izogibamo temu resničnemu soočanju, ne? In zdaj seveda govorim tako o nas navadnih posameznikih, kot o politikih, gospodarstvenikih, pač seveda tisti, ki so bolj odgovorni in tisti, ki imajo več moči, ne, so še toliko bolj pravzaprav pristojni, ne, in ni prav, ne, da se slepijo, ne, ampak tudi vsak posameznik. Ne. Težko je pogledati resnici v obraz, ampak mene pa ravno to žene v bistvu pogledati stvari take, kot so, a ne, in se z njimi spopasti. Ja. A se ti zdi mogoče, da tudi starševstvo malo potencira? Jaz sem recimo, ker sem bila na drugi porodniški, ker si tako spet ta izolacija, pa začneš brati, naletiš na te članke, ne, kako bo to izgledalo zdaj, ko se svet segreva, zdi se mi, da je veliko teh vsebin mogoče tudi malo pretiranih. Po drugi strani mi je pa to eno tak strašen strah v kosti nagnal. Sploh, ker imaš majhnega otroka, pa začneš razmišljati, ne, kaj si pravzaprav naredil, v kakšen svet si ga pripeljal. Si imela ti tudi, se ti zdi, da je starševstvo tudi potenciralo malo to? Zagotovo, ja, to občutljivost, ne, ker pač že prej sem se teh stvari zavedala, ne, pa mi niso bile ravno najbolj všeč, pač nasploh naš odnos do okolja, ne, izkoriščevalski in to, kako dobesedno sami sebe zastrupljamo in smo samodestruktivna vrsta. Ne glede na to, kako bistroumno in inteligentno smo razvili vso tehnologijo, ne, če nas zdaj ta tehnologija in to, kar smo naredili, uniči, potem z enega višjega vidika to ni bilo ravno pametno. Ne? Tako da jaz bi vsekakor svet v drugo smer obrnila. Ne? Se pravi v smer bolj duhovnih vrednot, manj potrošništva, danes je črni petek. Ne gremo v trgovine, ampak pač si krajšamo čas kako drugače. V glavnem, ja, materinstvo je vsekakor potenciralo. Ker je ta tako. Ko smo že pri starševstvu, še en pomemben vidik je tudi ta medgeneracijski razkol. Opazan je tako med Gregorjem pa njegovo mamo, ki sicer nima tam praktično nobenega odnosa, še bolj pa v bistvu med Evo in njeno mamo. Eva se ves čas nekako spominja teh nasvetov, ki jih je mama trosila čez otroštvo, tudi zdaj sama, ko vzgaja, se vsega tega spominja. In najbrž je za večino bralcev, oziroma se sam spomniš teh stvari, kaj so tebi starši govorili, kako si rekel, jaz pa ne bom nikoli tak kot moji starši, in pol v bistvu vidiš nekako, da točno tak si, kot so tvoji starši. Ja, do neke mere se temu ne moramo izogniti, ne. Obudi se to v nas, ne, samodejno. Ja, ta mama Evina je zanimiv lik, ne, je po svoje kot en njen super ego, ne. Ona je v bistvu zelo, bi se jo dalo analizirati na vseh nivojih, na nivojih njenega ida, nezavednega, ne, potem ega, jaza in pa super ega, nadjaza, ne. Ker imamo vse, od tega pač glasu prednikov, ki so jo vzgajali, ja, do tega, kako se ona znajde v svoji sedanjosti, v konkretnih družinskih situacijah, do njenih sanj, recimo, ne, ali pa čist nezavednih vzgibov, ko včasih kaj se vidi, da čustveno odreagira, se pravi, da je šla iz svojih nezavednih globin pravzaprav, ne, nekaj ven spustila. Tako.
Prosim? Kakšen odlomek mogoče za prebrati? Ja, lahko, ja. Tina bi prebrala nam kakšen odlomek knjige. Velja. Okay. Sej, mislim, da bo šlo, ja. Ja, da bo lažje celo tako. Na svetu so mame, ki dajo otrokom vse. Moja je bila pa kruta in sebična. Zagrabi ga, da bi šel na grob, izkopal žaro in jo stresal. Niti na pogrebu me ni hotela. Eva samo gleda. Na vrhuncu mučeniškega nastopa se odprejo vhodna vrata. Če ne bi glasno zaškripala, sploh ne bi nihče opazil. Dober dan, je kdo tu? Lahko spodaj pustim kombi? Oba se ozreta skozi okno. Njihov avto je zaparkiral temno siv kombi. Eva se začne nerazumno potiti. Najbolj vroče je v glavo. Možakar, ki stoji v veži, je v kombinezonu. Hlače ima od barve, dlani pobeljene. Stoji pripravljen na delo. Ona dva sta prikovana k tlom, punci stojita za njima. V tem trenutku sta gotovo veseli, da sta majhni in nič ni odvisno od njiju. To bo pa pomota, gospod, reče Eva. Na klancu 13? Ja, ampak na drugi strani vasi je še ena hiša z isto številko. Eva možakarju pokaže, kje se gre ven in za njim takoj zaklene. Niti pozvonil ni. Kdo je bil to, a? Zanima otroka. Kaj je hotel? Pustite naju z mami malo sama, reče Gregor. Nista sama niti 2 minuti, ko višnja zatuli. Sestrico sta se na vrhu stopnišča sporekli, katera bo v igri mama in katera otrok, dokler se ni višnja odkotalila po stopnicah. Še dobro, da se ni ta mala, pomisli Eva s trdoto, ki si jo je prigarala. Višnja je že utrjena, Brina še mehka. Vsi 4 se spravijo na kavč in se tiščijo skupaj. Višnja še kar ihti. Noče se potolažiti, zato da bi jo še naprej božali. Potem pokaže na čačke na kavču. Brina je imela spet flomasterski pohod po hiši. V kavč je zvrtala celo pisano luknjo. Eva povzdigne glas. Brina pred njo pobegne v očkovo naročje. Gregor zatuli. Njegov obraz je spačen. Kot bi bil nogometaš, ki mora vsem pokazati, da ni dvoma o prekršku. Nikoli ni časa za resne teme. Kdo je bil človek, ki je kar vstopil? Punce se zagledajo v očka. Ta mala mi je skočila na jajca, reče. Nekaj časa si še ščiti mednožje z rokami. Punc zdaj ne spusti blizu. One 3 postavijo svoj tabor na drugem koncu kavča. Kaj je ta človek hotel? Zunaj ropota motorna žaga. Marjan spet razprodaja gozd. Morda bi se morali preseliti v mesto. Tam drevesa sadijo. V New Yorku si 8 milijonov ljudi menda deli 7 milijonov dreves, oni tu sredi goščave nimajo nobenega. Prišel je, da prenovi hišo. Vsi so zbegani. Kar zdaj? Robert hoče imeti vse novo, preden se bo vselil. To je absurdno, mi smo še notri. So kot podgane, ki jih z vso pravico preženeš. Oči, kličete Bubi. Gregor skoči v zrak. Nikoli ne pusti, da bi kar zvonil. Bubi ne sme čakati. Gregor je poslušan pes, ampak Eva ni gospodarica. Zanimiv odlomek, zelo veliko pove. Sem se pa zdaj spomnil še eno temo, ko si ravno brala, ki si se jo tudi dotaknila v bistvu, in sicer ta stanovanjski problem. Vemo, pač večina mladih se v Sloveniji s tem spopada, tudi tukaj se družina, kar pač živijo v hiši, v kateri je Gregor odraščal, in ko mama umre, se v bistvu njen mož nekako odloči, da jih bo na podu ven in potem ne vejo, kam bi, Gregor jih zapusti in potem se vrnejo k mami, k staršem, kar mislim, da se tudi dogaja mnogim
mladim. To, da še ena taka, bomo rekli, tema, s katero se lahko vsak bralec praktično poistoveti. Ja, sigurno, da v mladih letih res težko je do stanovanja, težko je do službe, kar tudi vidimo potem, kako Eva, ne, tudi če je diplomirana biologinja in tako. Te stvari so kar problem, ja, zagotovo, ne. Ampak ne mislim pa, da kdajkoli v preteklosti to ni bil problem, recimo. A ne, vzemimo za primer samo Cankarja, pa tamkajšnjo siromaštvo, ne, kakšna revščina, kakšna lakota in potem vidimo ta roman v drugi luči, a ne, da družina, čeprav je hudo, še vedno imajo napravice, še vedno imajo računalnike, še vedno imajo za jest, v resnici, čeprav Eva pol varčuje, pa tako, ne, pa poskuša biti pač manj potratna, tudi z ekološkega vidika. Fino je, da greste ekološki in finančni dostikrat z roko v roki, ne, če smo varčni. Torej je ta problematika navzoča, ne mislim pa, da bi morali mladim ponuditi vse na pladnju. Vsekakor je pa tudi dobra izkušnja, da se potrudiš, da delaš včasih tudi kaj, kar ni mogoče tisto, kar si študiral, ali pa ni sanjska služba. Ne, včasih rada povem, da je moj partner nekoč zastrupljal podgane ali pa delal v tovarni jogurtov in mleka, preden je postal knjižničar in nato profesor, recimo. Tina, ta izkušnja poučevanja, ti si tudi bila učiteljica. Je bil to tudi tako nek začasna rešitev ali si se v tem poklicu dobro počutila? Tako bi rekla, mislim, da sem rojena učiteljica, samo učenci danes niso rojeni za učence. Ampak kako pa, recimo, ne, imela si službo, imela si 2 majhna otroka, kako napiše človek knjigo še ob tem? Ja, da ne bi kdo mislil, da pišem po noči ali pa da zanemarjam otroke, ne. To je bila srečna okoliščina, da v bistvu šla sem v službo, ampak potem sem dobila samo začasne službe, recimo za pol leta, ne. In ko sem ostala spet brez službe, sem bila recimo nadaljnje pol leta spet svobodna ustvarjalka, ne. In seveda sem pisala prošnje, ampak ponavadi za učitelja te vzamejo potem za septembra recimo, ne. Spet za pol leta ali leto, ne. Težko sredi leta kam vskočiš. In potem tega pol leta ali par mesecev, ne, 2-krat sta bili taki luknji, sem pač izkoristila za to, kar se mi je itak že dolgo pletlo v glavi, ne. In v bistvu sem zadnjič ugotovila, da sem napisala že en roman, ki je bil predhodnik tega, pa je Obtičal v omari, kar je tudi čisto v redu, no. Tvoj urednik je bil Andrej Blatnik, urednik knjige. Kako je recimo, kaj pravzaprav, kakšen je bil njegov input, kako je delati knjigo z tako enim prekaljenim urednikom, kako se pustiš voditi? Ja, odvisno pač, kaj urednik predlaga. Jaz Andreju zaupam, že z več knjig sva skupaj uredila, a ne, tako da tukaj je imel recimo nek zelo dober nasvet, predvidevam, da sem iz romana odstranila ene Evine sanje, in sicer mogoče so bile preveč nazorne. O politikih in njihovem odnosu do ekologije, ne. In mogoče, jaz mislim, da je odlomek še vseeno bil dober, ali pa vsaj meni, no, zanimiv in všeč, ampak da mogoče v celoto pač preprosto ni pasal. In zato res rabiš nekoga od zunaj, ne. In ni pa bil edini, a ne, potem je tudi partner v bistvu rekel, da bi isti odlomek ven dal, tako da absolutno potem zaupam, ja. Prej smo se že dotaknili tudi, da si v bistvu za knjigo prejela nagrado Modra ptica 2022, nagrada, ki jo podeljuje Založbena Mladinska knjiga, in kako je v bistvu nagrada vplivala na sprejem okolice oziroma tudi na stik z bralci. Kakšen je drugače ta stik z bralci, ki je gostovala recimo po knjižnicah, tam predstavljala knjigo,
kakšna so mnenja ljudi, ki jih mogoče srečuješ, se z njimi pogovarjaš o knjigi? Po knjižnicah še nisem bila, po knjigarnah bolj ob izidu. Drugače je pa stika z bralci res veliko, a ne? In ja, to je gotovo posledica nagrade, posledica te promocije. Avtomatično v tej množici knjig mnogi načitani ali pa tudi laični bralci, kdorkoli raje seže po taki priporočeni knjigi, a ne, poznani in tako. In mislim pa, da jih tudi potem ne razočara, ker je resnično narejena za bralski užitek. Poleg vsega drugega, pač tem, ki so pomembne, ne, o katerih lahko razmišljamo, se učimo in tako, ampak v osnovi pa je bil to čisti pisateljski užitek in je tudi čisti bralski užitek, upam. Hvala. Tina, prej sva se midve strinjali, da nekako vseeno igramo neke ženske, moške vloge, mogoče sami od sebe. A se ti zdi, da je ta knjiga mogoče, jaz sicer ne verjamem v knjige za ženske, pa v knjige za moške, ampak kako so recimo moški bralci sprejeli to knjigo? Prav presenetilo me je, da tako moški kot ženske, da so vsi bili navdušeni, ne? Recimo že v žiriji nagrade, a ne je bilo kar nekaj bralcev, pa tudi pozneje moški in tudi mlajši, starejši, prav tako navdušeni, ne? Se pravi, se prav tako lahko poistovetijo oziroma najdejo nekaj zase, oziroma je ta slog mogoče takšen, da zgodbo naredi precej univerzalno, ne? Matic, ti si rekel, da si se kar dobro videl v tej knjigi. Ja, no, jaz sem hotel zdaj sam prebrati zaključek mojega mnenja o knjigi, a ne. Zdi se mi, da bi moral vsak od nas en del svojega življenja preživeti na kakšnem klancu, dovolj daleč stran od vsega, da bi se zavedal resničnega okoli sebe in da bi imel obenem tudi dovolj širok pogled na vse tisto, kar se dogaja spodaj. To je recimo nek, tak bom rekel, moj pogled, zaključek. Tako kot sem že prej rekel, jaz sem se težko poistovetil z enim ali z drugim likom, tako kot je Nina rekla, pač nekako ne gre za moško-žensko. Mi je bil zanimiv recimo ta razvoj Gregorja, sicer ga ne spremljamo toliko zelo, ampak recimo ona dva sta se zaljubila v skali, ko sta plezala, kjer si res eno z naravo, ne? In potem on postane totalen tehnološki frik, ne more brez tega svojega bubija, se pravi brez telefona. Tudi dekajci se mi zdi, ga imata v bistvu radi takrat, kadar ima on dovolj, da se lahko igrata z vsem tem. Ta njegov zasuk oziroma 360-stopinjski obrat mi bo tako res neverjeten, da je bilo to zaradi tega, ker je pač imel tako službo, v kateri je užival, ker je pač te aplikacije in tako naprej programiral. A je tukaj si samo želela to svetlo temno nekako prikazati, skozi njega tudi. Mogoče nisem čisto najbolj razumela vprašanja. Ja, se pravi ta razvoj Gregorjev, kako je on prišel iz tega, da sta bila recimo tam v skali, ko sta se spoznala, kar pomeni, da tudi on nekako bil bliže naravi, kot je zdaj. Kje in kako je prišlo v bistvu do tega, te spremembe? Tle imam zelo večplasten odgovor sicer. Po eni strani moramo vedeti, da danes je plezanje ful popularno, res izjemno priljubljeno in marsikdo ga jemlje čisto izključno kot nek šport. Veliko je tega športnega plezanja v dvoranah in tako, in ni nujno stika z naravo, recimo. To je nekaj drugega kot alpinizem, kjer greš v gore, se pripravljaš, si v tej osami soočen s svojimi sposobnostmi. To je nekaj čist drugega. In pri njem vidim to kot nek hobi, to sem dodala, zato ker sem želela v bistvu vse like narediti malo bolj večplastne. Ravno zato, da ne bi bilo tako črno-belo, dobro, slabo ali pa ona samo, ne vem, biologinja, ekologinja, ki samo teži, on samo računalničar. Ne, pač v preteklosti ima ta hobi, kot neko svetlo plat, potem pa ga je pač to tako potegnilo, mogoče tudi bežal od zveze, bežal od očetovstva, se očitno v tem ni prepoznal, ni začutil. Mogoče je bil odsoten v tistih ključnih trenutkih, ko bi lahko to začutil in potem je šlo mimo, ker na otroke se je konec koncev tudi treba navezati. Sicer ženska to nosi, pa rodi, je bolj naravno povezana, moški recimo mora ta stik
vzpostaviti in ga lahko, ne. Če je pa takrat odsoten, priklopljen na bubija, ne, recimo, gre to mimo, ne. Otrok lahko stane tujec. Tako, in to je pač te bubiji, se pravi, to je moje poimenovanje šaljivo teh pametnih telefončkov, je pač ena velika zagata v teh medosebnih odnosih, ne, oziroma in v romanu tako tudi izrisana. A se ti zdi tudi tako, da je te bubiji se meni zdi, ne, kakorkoli poskušam svoje otroke vzgajati k branju knjig, ampak se mi zdi, da jih tudi te naprave tako vlečejo stran od tega. Ja, jaz sem tukaj tako brezkompromisna, ker točno vem, pač, če ima otrok knjigo pa zaslon, bo dal prednost zaslonu, a ne. Narejene so napravice tako, da te pritegujejo in mogoče si odrasel lahko reče, bom pa še prebral ali pa bom še naredil nekaj drugega, ne. Tako zavestno pa to, ne. Otrok ne more, zelo nagonsko jih to zelo hitro pač povleče v to odvisnost, ne. In edino rešitev jaz vidim v tem, da pač majhnim otrokom tega ne dajemo, ne znajo s tem. Napravice so predrage, nimajo občutka zanje, ne, in nimajo razvitega odnosa do sveta, na podlagi katerega bi potem lahko pač to uporabljali kot eno izmed 100 orodij, ne. In jim to prehitro postane pač nadomestek za cel svet, kar pa mi je škoda, ne, nadomestek za tek, za igro s prijatelji, za skakanje po lužah, za pogovor s starši, za, ne vem, kartanje, vse živo, kar se da početi, nadomesti telefon, a ne, z igricami, ki menda razvijajo možganske sposobnosti. Kako pa recimo like ustvarjaš, a jim, mislim, jih pišeš sproti, se ti sproti razkrivajo, ali si narediš kakšen plan, kako izgleda tvoj delovni proces? Tako kot je ta knjiga en boj med kaosom in redom, ne, je to tudi pri mojem ustvarjalnem procesu tako. Želela bi si torej imeti vnaprej načrt, z liki, zgodbo, začetkom in koncem, vse vnaprej razdelano in potem lepo jaz izpisujem, ne. Žal pa ni tako, ne ustvarjam samo takrat, ko imam navdih. Če ne čutim, da bi in da imam nekaj za napisati, da vidim, kaj se bo zdaj zgodilo, potem ne pišem, a ne. Če pa vidim, ko me liki potegnejo, ne, potem nekako vidim, ne, kaj sledi dalje, in pišem tako, pač zelo spontano, ampak hkrati je to ena notranja nujnost, ki jo čutiš, a ne. Ti moraš liku prisluhniti, a ne. Najprej mu seveda daš nekaj potez, ko že nekaj reče, ko že nekaj naredi, ga s tem že označiš, ampak potem se on razvija dalje, ne. In mora biti večplasten, življenjski. Tudi podoba, knjiga ima čudovito naslovnico. Kdo je, čigavo delo je? To je delo Saraje Cesarini. Taka zanimivo naključje je pripeljalo do te krasne naslovnice. In sicer je ta ilustratorka prišla kupiti našo hišo na Klancu, a ne. Ker jaz sem že dolgo razmišljala o tem, da se moramo preseliti zaradi majhnih otrok, ki morajo v civilizacijo, ne. Ne moramo jih vzgajati kot opice. Ne, je narava še tako lepa, ne, ampak plezanje po drevesih ne zadošča. In smo seveda že dolgo nazaj sklenili, da se bomo preselili, ampak ne bi se mogla preseliti, če ne bi napisala te knjige, ki je bila kot tudi nekakšno moje slovo, a ne, povzetek vsega tega, kar sem tam pridobila in slovo. In seveda je kot prva kupka na ogled prišla in tudi dobila potem našo hišo ta ilustratorka, ki je bolj znana sicer v tujini, v tujih recimo otroških revijah, pa tako je že dosti ilustrirala. Pri nas je še toliko ne poznamo, ampak
Na koncu, tik pred zdajci, ja, je neka obstoječa naslovnica, meni ni bila všeč, ampak šele takrat mi je kapnilo in sem njo zelo na hitro zahakljala, če bi mi nekaj ilustrirala, ker sem pa nora na ročne ilustracije, ne na nekaj, kar oblikuješ na zaslonu, spet, kar bi lahko 5-leten otrok naredil v 10 minutah, bodimo pošteni, take naslovnice mi niso blizu, blizu pa mi je ilustracija, ročno delo, no. Jaz si hotel še ene teme dotakniti, mislim, že prej sem se tega odnosa med Evo pa med mamo. Zanimivo mi je bilo tudi to, kako sta v bistvu na koncu oni dve zakopali bojno sekiro, ne. Se pravi, Eva je mogla pri 18 praktično od doma, ker se njena mama bala, da bo ona znorela in tako naprej, pač šla po sledi očeta, ampak na koncu je v bistvu mama tista, ki jo reši in vzame pod streho, tudi to se mi zdi tako zelo pomembno sporočilo, no. Knjiga se mi zdi, da govori tako o ljubezni, kot o spoštovanju, tem zavedanju narave okrog sebe, ampak tudi o odpuščanju v veliki meri. Ja, res je. To je ta optimistični vidik knjige, je v teh likih, ki se spremenijo in ki dajo drug drugemu možnost, in ta mama, ja, nosi eno to sporočilo, pač, da vseeno moramo držati skupaj, moramo si pomagati, lahko, da je na določeni točki ta njena filozofija ptičke poriniti iz gnezda, da bojo nekako se znajdli, delovala, ampak mogoče ni tako univerzalna, vedno je treba izhajati iz nove situacije in se odločati, moralno, etično oziroma, iz srca, če tako rečem. Jaz sem opazila tudi ta obrobni lik teh prebivalcev ostalih klanca, ki so, mi imamo pač vedno predstavo, da ljudje, ki pa živijo tako nekje v naravi, so pa bolj tako po duši čistejši kot mi, ampak oni vseeno sekajo ta gozd, mečejo noter smeti. Je bilo to tudi, mislim, tudi si hotela to pokazati, da mogoče ni to nasprotje med nekim naravnim človekom pa njegovim odnosom do okolja, v katerem živi. Je bilo to tudi? Tudi, ja. Zelo dobro si to opazila, ja. Ker dejansko imamo točno ta občutek, ampak mislim, da tako na podeželju pa v teh odročnih krajih so ljudje mogoče majčkeno bolj naravni, to definitivno, manj nekega pretvarjanja pa tako, ampak ja, odnosa do narave pa ni, razen kolikor jim je pač to kruha, za preživetje in to že, ampak ni pa tega, v bistvu te širše perspektive, mogoče si niti ne morejo privoščiti, niti niso usposobljeni tako razmišljati, ampak je res žalostno opazovati, kako živeli smo dobesedno sredi gozda, in kako potem to prav izginja, tako dramatično izginja, dramatično, človek bi rekel, da sem si izmislila to smetišče pred našo hišo. Ne, resnično je tam, Človek bi rekel, da so vse te stvari preveč nakopičene, da se tako grozen pa ni, ampak je pa še hujš, še hujš, ko greš resnično v naravo, kjer ne srečaš nobenega človeka, srečaš pa kante od bencina, srečaš take in drugačne odpadke, vse živo najdeš, pa to je en najmanjši od vseh naših problemov, recimo odpadki, to je pač nekaj, kar se nam kopič, pa nas bo majčkeno zadušilo, ampak ni pa to zdaj tisto, recimo podnebne spremembe so zdaj, ključen trenutek. Zdaj bo tako mogoče malo nepričakovano vprašanje, ampak knjiga se mi zdi, da ima malo tako odprt konc. Si mogoče razmišljala, da bi to zgodbo v bistvu nadaljevala še? Se pravi, o Evi, ona zdaj pride v mesto, dobi službo, deklici odraščata, ta nek preskok, se pravi z narave v mesto, zdaj nočem pravi izdati, novega partnera recimo dobi oziroma spozna to neko simpatijo. Si kaj razmišljala, da bi te to mogoče lahko pa napravila zdaj čez 1 leto, mogoče čez 5 let, ko se bo tudi pri tebi mogoče te stvari še malo tako usedle vate v tvoje življenje oziroma v tvoje družinsko življenje? Hvala za vse te ideje. Hitro hitim, moram zaključiti, da si zapišem te ideje.
Tako da ja, je odprto, možno je, nisem, priznam, še nič razmišljala o tem. Tako, zato ker je treba to začutiti in v bistvu tak roman, tega res ne moreš pisati po tekočem traku, a ne? Ker tukaj vsak stavek je bil nek svoj navdih, a ne? Vsak stavek neka nova domislica in to se pač nabira v človeku leta v bistvu, ne? To so kot neke, ne vem, sedimentne kamnine ali nekaj, kar se res mora nabrati, usesti, da potem lahko izbruhne v taki obliki, ne. Ker ni mi pa v interesu, da bi pač samo napisala neko knjigo, samo neko nadaljevanje, samo nekaj povprečnega, neka zgodba, da je, a ne. To pa ne. In ker imam zdaj službo, v bistvu imam zelo malo časa, ne. Kar pa mi je fino, no, ker se pravim, verjamem, da pač je treba druge izkušnje nabirati, je treba živeti in potem spet kaj napišeš, ne. Tako. Zdaj, ko se približujemo koncu, ne, imam jaz tudi eno tako vprašanje presenečenja, mislim, ne, malo jo bom otrpnila. Na knjižnem sejmu smo, kaj si bosta, recimo, kjer si bosta kupila kakšno knjigo, kaj priporočata, kaj bereta, kaj bi rada mogoče bralce opozorila na kakšno zanimivo stvar? Zdaj si me pa dobila čisto nepripravljeno, ne. Zdaj pa berem res kot urednica tako, kakšne 3-4 knjige vzporedno, tako da potem ja, mi za branje kot za hobi skoraj da ne ostane časa, ne, trenutno. Tako da, ja, ne vem, Matic, mogoče imaš sigurno ti kaj na mizi. Moja denarnica je že utrpana, že v ponedeljek sem tukaj na sosednji stolnici malo zapravljal, danes sem bil kar po celem sejmu, tako da tam imam mene 3 vrečke že polne. Berem sicer trenutno eno potopisno predavanje, ki je Jana Konečnika, se mi zdi, ki je šel pred 30 letih za 1 leto potovati po svetu, Latinska Amerika in pol tako naprej. To berem Mašo Kolanovič, Žužki pa še nekaj, mislim, da je bila ravno danes dopoldan na sejmu tudi. In potem počasi. Nerad berem več kot 2 knjigi naenkrat, pa še to mora biti tako žanrsko malo različno. Ampak tudi zdaj v času knjižnega sejma je šlo toliko enih res odličnih pa zanimivih knjig, to da ne vem, kdaj bom vse prebral, ampak zmanjkalo mi pa zdaj pa ne bo, no. Dobro. Kaj pa ti, Nina? Kaj priporočaš? Jaz grem pogledat najprej k tem sosedom Ivano Džilas, me zelo zanima, pa še k temle sosedom grem pogledat pa Šugi Bejna, ki je šel lihkar v slovenščini, tako da. To je to. Hvala vsem, no. Upam, da smo vas zabavali teh 45 minut, zdaj pa pejte po nakupih. Hvala. Ja, hvala za obisk.